Nogometna Slovenija, dobrodošli na planetu. Pred nami je zadnje dejanje, superfinale, epska končnica vnovič, tudi v 30. jubilejni sezoni Prve lige Telekom Slovenije. O svoji usodi odločata v boju za 16. rekordni naslov nogometaši Maribora. Mura pa se bo danes potegovala prvič v svoji zgodovini za svojo prvo lovoriko za naslov državnega prvaka. Je ugotovil kaj hitro, da danes ne bo šale na njegovi bočni poziciji. Zdaj pa priložnost za Maribor in trese se zunanji del mreže. Rudi Požek, Goran Repas, pa Milec zdaj vrača Milec, Repas zna ustreliti in mimo gola. Toda Kovs zdaj po sredini, Kovs, tam je Maroša, še vedno Kovs, zamujal je tam Vrhovec, Maroša, znan kot mojster in tukaj je gol Mure! Mura vodi 0:1, Klemen Šturm pa je izkoristil odpadek. Maroša je tam kreiral vse skupaj v kazenskem prostoru. Maroša, znan kot velik tisti mojster na majhnih kvadratnih metrih zelenice, na to pa odbitek do Klemna Šturma. Tukaj pa Martin Milec. Ali je nevarno pred vrati in ostaja 0:1. Tam pa motiviran strelec, to da lepa poteza Aljoše Matka. Aljoša Matko tamle malce kolesari zdaj okoli žoge. Tale bičekleta ni bila plodna. Mlakar in izenačenje na 1:1. Jan Mlakar, oziroma tukaj vidimo Vrhovca. 1:1. Maribor do izenačenja v 45. 46. minuti. Zato, da bi osvojili v Ljudskem vrtu in prekinili urok nepremaganosti Maribora tukaj na tej zelenici. Strel proti vratom, sprožil je Karničnik. Prekinitev, znova nekaj daljša, dobrih 38 sekund. V povprečju lahko trajajo prekinitve, tam pa zdaj tam znova spet nekaj daljša prekinitev. Tam pa napaka vratarja Juga, sreča zdaj za čuvaja mreže. Dobro so zaprli zdaj vse skupaj, Mariborčani ne pustijo veliko prostora v dveh linijah, zdaj je težko prebijati. Klepač! Celo sezono ga ni bilo nikjer. Iskali so njegove gole, si jih želeli, danes pa dosega Mihael Klepač, verjetno da enega najbolj pomembnih golov v njegovi karieri. Blestel je pri Aluminiju, pri Muri pa so čakali in čakali, kdaj bo zatresel mrežo. Ni bilo ofsajda. Mihael Klepač, brez šparanja po domače rečeno, full gas v štajersko prestolnico. Šturm preigrava, Šturm, še vedno Šturm, padal je Šturm in tole je 11 metrov, kako kaže za Muro. Šturm je bil pod prekrškom, ki ga je storil Alex Pihler. In 11 metrovka v Ljudskem vrtu za Prekmurce. Na svoji desnici morda celo zgodovinski gol za Muro in suvereno. Mura vodi 3:1 v Ljudskem vrtu. Takole se je usedel pred svoje navijače na severni tribuni Bobi, Luka Bobičanec. Mura vodi 3:1. Nova tam Kotnik in Vrhovec kombinirata. Kotnik tudi on seveda zna sprožiti z takšne razdalje, ampak zgoščena je obramba Prekmurcev. Strel proti vratom, brani Obradović. Kolikokrat sem v prenosih razlagal, kje so goli tega fanta. Velik dolžnik, ampak danes pa Mlakar, brani Obradović. Še 5 minut rednega dela in na to nekaj sodnikovega dodatka. Kako dolgo bo še tole trpljenje enih in drugih? Tam pa Staniša Mandić in preslabo. Tudi on se je ogromno časa vračal nazaj na zelenice, na to pa na drugi strani Kotnik in tam Obradović.
Karničnik je prihitev tam pri izbijanju Obradoviča, to da napad Maribora še traja. Nov predložek v kazenski prostor, Pihler! To da ni še konec. Ja, dokler Matej Jug ne odpiska konec 30. sezone prve lige Telekom Slovenije, Mura je novi državni prvak. Mura je prvič, odkar obstaja, pokorila vse v letošnjem prvenstvu in se povzpela na sam vrh prvenstvene lestvice. Mura je državni prvak, prvič v zgodovini, tukaj pa presrečni. Hvala lepa za čestitke. Kako bi opisali tale večer? Predvsem bi se rad zahvalil Ljudskemu vrtu na top kulisi, na eni prezentaciji top slovenskega nogometa. Če bomo v tej smeri gledali vsi, bo nogomet na dosti višjem nivoju s popularizacijo in za vso kvaliteto, ki jo prinaša. Po drugi strani pa, ko zberem vse skupaj, ko pogledam vse skupaj, res, da smo imeli nekaj sreče pri samem razpletu, ampak na koncu smo mi prvi prečkali črto. Ja, definitivno čestitke Muri za naslov. Mislim, da smo imeli tekmo dosti dober pod kontrolo. Mislim, da zelo dober začetek tekme, nekako po želji, po prvem zadetku. Potem mislim, da je Mura srečno zadela iz nekega odbitega šuta v daleč. Dosti smo se potrošili, da smo prišli do izenačenja. Nekako smo z isto mero poskušali iti v drugi polčas, videli se je, da nas je malo zmanjkovalo to, kar smo se pogovarjali pred tekmo, glede na kader, ki smo imeli trenutno na voljo. In ta en izjemen drugi zadetek nas je nekako udaljil od našega cilja. Definitivno smo razočarani, kljub temu pa lahko rečem, da smo ta, bom rekel, finiš prvenstva šli po neki poti, kakršno želimo gledati tudi naprej.